vse v času. Nadaljujemo s predstavitvijo Vojna Valkovca in Božidara Flašmana, predstavil bo Valkovec o audiovizualnih virih raziskovalnega projekta in uporabi družabnih medijev. Prosim. Hvala za besedo. Nadaljujemo torej bolj v ožjem geografskem prostoru. Sodelavci projekta, ki ga izvajamo Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Inštitut za novejšo zgodovino, Inštitut za narodnostno vprašanje in Geografski inštitut Antonovih za SZU. Od maja 2017 torej izvajamo projekt z naslovom Napravite metode željo nemško, italijansko, mačarsko, hrvaško, vlogo okupacijskih meja v razgledovanju politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Do sedanje poteku projekta smo se v glavnem ukvarjali z njegovo prvo fazo, torej z zbiranjem gradiva. Smo pa v praksi tudi že predstavili neke realizacije, torej razstava v Rogaški Slatini odprta aprila letošnjega leta. Tudi o vprašanju meja, oziroma tudi o vprašanju, s katerimi se mi ukvarjamo, je večina gradiva seveda v neki spisovni obliki, ampak glede na naslov prispevka se bom to osredotočil bolj na neke druge segmente gradiva, s katerimi se tudi ukvarjamo in ga na nek način hkrati tudi produciramo. Vizualni viri iz tistega časa, ki ga obravnavamo v raziskovalnem projektu, so najrazličnejše slike in filmi, slike oseb in slike prostora. V različnih fondih, konkretno na sliki vidite seveda slike iz fonda tukajšnjega muzeja, je najti različno fotografsko gradivo, ki prikazuje prostore ljudi na okupacijskih mejah. Po našem vedenju število fotografij, ki bi prikazovale mejne objekte, stražarnice, prehajanje meje, osebe, ki prehajajo meje v takšni ali drugačni obliki, ni tako zelo veliko, pravzaprav bi lahko rekli, da je celo relativno majhno. Eden od vzrokov je seveda, da je šlo za vojaško pomembne objekte, vsaj kjer je šlo za regularni prehod meje. In kot taki so bili seveda pod posebnim nadzorom in pod posebnim interesom vojske, da pač se te stvari ne dajo splošno vedenje. Poleg tega ne smemo pozabiti, da so bili uradni mejni prehodi tudi zelo malo številni. Dogajali so se potem seveda ilegalni prehodi, ki pa niso zabeleženi, kar je popolnoma normalno. Nekdo, ki gre ilegalno čez mejo, tega jasno ne daje na veliki zvon in se v tem niti ne fotografira. Hkrati je bilo seveda tudi pomankanje, ali pa pravzaprav težko reči pomankanje, ampak razširjenost fotografskih aparatov relativno majhna, ni tako kot danes, ko pravzaprav vsak nosi enega sam s seboj, kdor ima dva mobitela pa še dva. Še huje, kar se tiče manjka ali pa redkosti, večja redkost pa je bila jasno, da z filmskimi kamerami, torej z živimi, torej z gibljivo sliko. V nekaterih muzejih in fototekah je ohranil nekaj fotov znanih fotografov, ki so med drugim posneli mejo. Točno tole je ta desna slika je iz fonda tukajšnjega muzeja, znana zbirka ljubljanskega fotografa. Seveda pa so fotografije lahko tudi v kakšnih zasebnih zbirkah, recimo primer zasebne zbirke, slike zasebne zbirke, gre za zbirko kolege Fleischmana. Posamezni zbiratelji namreč imajo, saj za nekatere to vemo, za nekatere druge pa upamo, da bomo prišli v stik z njimi, morda pa tudi, če niso prijatelji, imajo kakšno sliko s tem zvezi tudi naš poziv, ki smo ga dali v javnost. Nekatere od teh slik so znane, nekatere, predvsem največ tisto manj, v bolj zaprtih ali pa v izključno zasebnih rokah, pa so manj znane, kajti do njih se morda še niti nismo uspeli prebiti. Uporaben vir so lahko tudi različni spletni portali, kjer so, ali pa specializirani celo spletni portali, kjer so fotografije, ki pa so lahko tudi same po sebi predmet določene težave. Namreč, če gre za specializiran portal, je lahko težava
da so morda stvari nejasno označene ali pa sploh slabo označene, torej da mi pravzaprav imamo nek velik fond slik, za katere pa preprosto ne vemo, odkot so, kje so, kaj je na njih, kdo je na njih, kdaj je posnet ali še nekaj drugega. Ali pa imamo seveda tudi primere, ko gre za kakšne napačne lokacije ali kaj podobnega. Na drugi strani pa imate seveda lahko tudi na spletu najdete najrazličnejše fotografije, kjer pa pravzaprav gre za izključno, gre za naključno tam postavljene slike, kjer pa zopet je lahko velik manjko kakršnikoli informacij, kar seveda pove, da je tista slika v praksi zelo malo uporabna, če sploh kaj. Predvsem seveda nas zanima v našem kontekstu lokacija posamezne slike. Drug sklop so fotografije, ki so nastale po vojni ali pa celo v najnovejšem času. To so lahko različne slike, ki prikazujejo stanje na nekdanjih mejah po koncu vojne. Najnovejši posnetki pa so seveda tisti posnetki, ki so nastali v času našega izvajanja projekta, kot je recimo ta slika, kjer kasnejši govorec drži v rokah staro sliko pred novim stanjem na istem mejnem prehodu. Ti posnetki namreč predstavljajo lahko ostanke na meji, to, kar posnamemo danes, in pa naše raziskovanje na terenu, kot je recimo tale slika iz Toškega čela oziroma okolice zahodno Ljubljane. Prva možnost je prikazovanje prostora, kjer je meja nekoč bila. Niso pa ohranjeni nobeni materialni dokazi, ki bi izkazali na obstoj meje. Recimo na terenu, vemo, meja je bila tukaj, fizičnih ostankov tam ni. Druga možnost pa je seveda, da so neki fizični ostanki, ki so lahko tudi še danes v funkciji, kot je pravzaprav tudi tale slika desno. Gre za mejni kamen, ki je na tem mestu od Rapalske meje, od postavitve Rapalske meje dalje, oziroma označitve Rapalske meje po letu 1920 naprej. Veliko sporočilno vrednost imajo različni filmski posnetki. Pri delu na projektu imamo opravka z dvema vrstama filmskih posnetkov. Prvo skupino predstavljajo dokumentarni posnetki iz vojne. Žal smo pri tej vrsti omejeni v dveh smerih, po vsebini in po količini. V vsebinskem smislu so nam znani vojni posnetki, dokumentarni vojni posnetki, ki so povezani z našim projektom recimo nemškega in italijanskega izvora. Nemški Die Deutsche Rundschau je redno snemal in posnetki so dostopni recimo vsa na YouTubeu, redno snemal najrazličnejše operacije, življenje in tako naprej na ozemljih, ki so jih Nemci okupirali, in v posameznih posnetkih lahko vidimo tudi slovensko ozemlje, ponekod je celo naslovo uvedeno, seveda ne slovensko, pač pa je slovansko ozemlje, ampak v bistvu gre recimo enem bolj znanih posnetkov, ki jih lahko najdemo za okupacijo Štajerske. Torej prihod Nemcev čez Dravo, forsirane Drave, Nemci hodijo po Mariboru, mislim, da tudi nekaj malega Ptuja vmes. Ni pa seveda posnetkov z meje. Posnetki z meje so zgolj fotografije, razen seveda tam, ko kažejo, kako bodo nemške sile prodrle čez jugoslovanske utrjene meje, tisti stankovske ovire, betonske se vidijo, te več ne. Tole najbolj prepoznate, tudi iz italijanskega fonda se najdejo posnetki, filmski posnetki, ki prikazujejo naš prostor, ki se v določenem smislu razlikujejo od nemških. Italijanski posnetki so večinoma iz pomladi in poletja 1941, vsaj to, kar sem jaz uspel najti oziroma kar jaz poznam. Gre za italijanski posnetki, ki prikazujejo slovenski prostor, torej, ki so ga zasedli. Tale konkretno screenshot je iz nekaj minutnega filma italijansko paradiranje po Ljubljani, hodil po Prešernovi cesti, tole konkretno pa je lekarna na Mirju, kdo je ni prepoznal, da je pa Ljubljančane pred par leti še zmeri ta napis lekarna lahko videl, oziroma farmačija je tam pisala. Nekaj posnetkov, recimo filmskih posnetkov
Ljubljane kar tako in pa nekaj posnetkov vezanih na vzpostavitev komunikacij. Namreč, recimo, najbolj znana zadeva je obnova mosta v viaduktu Borovnici, ki se ga jugoslovanske vojske ga porušila. Potem Italijani spostavijo nazaj koridore in potem je posnetek slavnosti, kako pač prevozijo ta novo vzpostavljeni most. Naj bi bilo seveda, oziroma tudi Mađari so imeli nekaj podobnega Honda Hirado, vendar nisem obveščen oziroma ni jasno znano, da bi bilo kakršnih koli posnetkov Prekmurja, tudi brskanje po spletu. Prva težava je seveda mađarščina, da bi karkoli našel, se ne moramo. Trenutno nam niso znani morebiti dokumentarni posnetki meje ali situacije okoli meje. Je pa recimo bila okupacijsko-nemška italijanska meja prepričljivo prikazana v umetniškem filmu, ki ga najbrž vsi poznamo, kjer je tisti znani stavek, a si ti tudi not padel, tole v najoči Petru, se spomnimo tam neka žica, pa neko bombo malo nikajo. V bistvu gre za imitacijo te meje. Druga skupina filmskih posnetkov je gradivo, ki nastajajo v času izvajanja našega raziskovalnega projekta. Različna pričevanja so za percepcijo posameznika in skupine iz okolja, kjer je meja zelo pomembna. Zbiranje pričevanja je potrebno pristopiti na temelju določenih kriterijev. Zbiranje pričevanj ima dve izhodiščni točki. Prvo je pričevanje posameznika, ki so živeli ob okupacijskih mejah, ali pa so jih te meje v času vojne neposredno prizadele, pomeni, da so bile ovire za njihovo siceršnje življenje ali pa za življenje njihovih prednikov. Namreč intervjuvanci niso zgolj žive priče časa, ampak so lahko tudi njihovi potomci. Obe skupini imamo med intervjuvanci. Ti intervjuji so običajno obsežnejši, vnaprej načrtovani in vnaprej dogovorjeni. Gre za še vnaprej dogovorjeni. Včasih seveda tudi aktualizirani, recimo z vprašanji današnje meje in tipologije postavitve meje med Slovenijo in Hrvaško v zadnjih nekaj let. Katere vsebine bodo zajete v intervjuju, oziroma katere vprašanja ali pa podvprašanja bodo zastavljene odvisno od starosti intervjuvanca. Najstarejša intervjuvanka je letnik 1919. Večina intervjuvancev je rojenih med letom 1920 in 40. Intervjuvanci, ki so starejši, se seveda lahko spomnijo bolj podrobno, upamo, predvsem pa se lahko vsebina spominov razlikuje glede na starost posameznika v času, o katerem ga sprašujemo. Lahko je pomemben tudi spol, namreč izjavo Marije Starešinič, ki lahko preverjate, moški ne more dati, ker je ni slišal, oziroma ni bil cilj te informacije, ki je bila posredovana pri Maši. Podobno ne bi mogla ženske spovedati zgodbo, ki je povedal Jože Grdun, namreč kako je še ne 12-letni fantič peljal italijansko posadko, ki so jo kolegi italijani pozabili in jih je tem zvozom peljal v Črno. Drug faktor so tudi lahko geografski vidiki, namreč intervjuvanec, ki je intervjuvanec živel, večina naših je iz podeželja, največji kraj, dobro, recimo, kljub smo, imamo tudi Ljubljančane, ampak večina je podeželja. Kakšni masi govorimo? Od maja 17 do julija 18 je bilo upravljenih 23 intervjujev v skupni družini pol 18 ur, kar je potem zahtevalo, da vzpostavimo nek način, kako vedeti, kaj kje je. In preprosto nekdo je preposlušal cele in pisal časovne tege, kaj kje je, zato da se znajdemo, če želimo neko informacijo, oziroma videti, ali je nekdo o čem govoril, to lažje najdemo. Drug tip intervjuja ali pričevanj ni načrt, je spontan in sproten, ta nastaja na terenu, ko posameznike, ki jih srečamo na terenu, povprašamo in so v glavnem voljni povedati tisto, kar vedo iz občega vedenja v kraju o preteklosti v tem kraju. Nas zanima seveda točno določena specifika, ampak tudi s tem v glavnem nismo imeli težave. Izjemoma se kje zgodi, da nekdo ne želi biti posnet, potem ga pač poslušamo in potem nekdo od nas
zgodbo ponovi. In potem imamo še zadnjo možnost, ko pravzaprav nekdo od nas pojasnjuje, kaj je, kje smo, zakaj smo, kaj želimo na tistem mestu ugotoviti. Konec lanskega leta smo ugotovili, da ne bi bilo slabo stvar razširiti tudi na uporabo sodobnih medijev in smo vzpostavili spletno stran, vzpostavili Facebook profil. Vsi greste tako gor, zato ker to je pač družben profil in je javno odprto dostopen. Na njem objavljamo določene ali video ali informacije v zvezi z gradivom, ki smo ga odkrili ali kaj podobnega. In ob tem smo dodali tudi še en interaktivni zemljevid, s pomočjo katerega se da videti, kje vse potekajo naša raziskovanja. V zvezi z intervjuje se da treba povedati, da eno je branje intervjuja, kar ste že lahko prebrali izjavo, ampak mislim, da najboljši učinek informacije pa bomo dobili, če slišite, pa pojasnjuje, govori tisto, kar ste prej prebrali, namreč pogosto je zelo pomembno tudi tip govora, največkrat je seveda dialekt, ampak tipologija izražanja, afektivno, neko poudarjanje in podobne stvari in mislim, da bo tole eden odličnih primerov. I onda najenkrat smo videli Italijane da su bili pri Šmarnicama, su bili strašno pogodni. Naš odnik je bil strašno protiv. I on kad je vidio Italijane da su u crkvi, on je bio tako nervozan, znate, i onda je rekao kada je brao Šmarnice, da gleda po Šmarnicama, počakajte pred crkvio. Onda smo morali počakati pred crkvio i onda je rekla, a Italijani su polobstali, znate, oni su bili, to su bili fašisti, oni su bili pa strašno zagrižnjeni. I financi su bili užuniči, oni to su bili mladi fanti, studenti, oni nisu se u politiko veliko, neki fašisti, oni nisu bili dobri, nismo i niti radnji imali. Da, i onda je začeo župnik. Dekleta, zdaj su prelovi tuji ljudi i nosio uniforme. Ako Bog teraš vas trenik fanti plesat, ali da bi se s njimi družila, ona ni vredna da bio po vojni, slovenski fan povobal, ni vredna da je obsije slovensko sunce. Hvala lepo.